Kdaj si nazadnje probala? Na Dunaj gremo s puncem na en krajši izlet. Sem razmišljal tudi, da bi šli z Meganom. Sam je podvozje tako trdo, ker je valjda resen športnik, da je ful teh vertikalnih nihanj, pa to na avtocesti, kjer je včasih malo zmahana, ne paše najbolj, tako da valjda sem se odločil za družinsko pametnejšo varianto. To zdaj gluposti pričam, ne pametnejšo. Udobnejšo. Prije pa ta model tudi na vrsto, brez skrbi. A veš, zunaj mrz, kratka majica, ampak kapo pa imam. Dokumente imamo, denar imamo. Gate imaš? Še imamo malo mokre losice. Kdaj si nazadnje probala? To si zanaš, ne? Ko je buda? Vozil sem Megana RS zdaj. Pa je imel sklopko. Hotel sem vprašati, kdaj si nazadnje probala? Koga? Koliko sem močen. Lahko v miru kavo spijem, prosim. Daj, da nož pricno po tebi. Pa še vedno smo poročena. Kolikrat si zagrozil, da se je šločil? Sam dvakrat. Ti bi brez mene. Kak? Veš, kako konfuzno življenje bi še takrat imel. Res? Ja. Pa zdaj, ko sem tam, ko sem najdel en kup vesela. Punce, kam greste? A boš povedala, kaj se ti v lifeu dogaja, Tina? Oh, fuck. Zdaj imaš priložnost, da si narediš reklamo in to za ston. Bom jaz povedal, ki je neroden, Tina po novem dela, se to sem ene parkrat že povedal, v nepremičninski agenciji Čakaj, kako? Century 21 Celje, tako. V Celju. A daj povej no, rekaj no. Trenutno iščemo nepremičninske posrednike in za vse tiste, ki prodajate in se s tem sami ne želite upadati. Ja, pa kaj dajete v najem. A je to tudi, ja? Pa daj no. Pa kaj? Pa jaz ti zdaj reklamo delam, to mogoče ti sama Pa vedeti. ful se ne znam sama reklamirati, gledaj. Celje, okolica, Savinska, pa Cela tudi Savinska. drugod, cela Slovenija. Ajde, da te vidim. Kjero, levo ali desno? Zdaj pa idi bumba poberi. Snemaš? 4. Pa daj ne me blokirat, no, pa kaj si ti mu tombo zdaj kleja, kaj? Ajde, idi bun, poberi. No, tako približen je izgledal naš družinski izlet na Dunaj, videli smo še kup drugih stvari, zdaj pa cajt, da malo več povem tudi o avtu, ki nas je tja pelil. Mater odmeva. To je Kia Exceed. Napiše se X pa Ceed, to se pravi XCEED. In Exceed pravzaprav veča družino Ceedov. Takoj, ko ga pogledaš, sta jasni dve stvari. Prvič, gre za enega tacga zelo zanimivega križanca, ker ne gre za hard SUV, ne. Mal je višji od Ceeda, je pa tudi dosti bolj atraktiven, poglej sam ta sprednji del. In zdaj, ko se ne moramo izogniti primerjave Exceeda z navadnim Ceedom, lej, dizajn je prva stvar, ker izstopa, ker moramo reči, da tale Exceed je vsem videti malo bolj pustolovsko, a se strinjamo? Plastične obrobe, mal je dvignen. Pač celotna govorica dizajna tega avtomobila je dosti bolj agresivna, nastopaška, izstopajoča. Pa ta barva? No, to barvo najdeš pa samo na tem Exceedu. Quantum se imenuje, pa ko že glih z tega kota gledamo, veš sem opazil, kako zanimivo je razpotegnjena, pa oblikovno, ne bom rekel vznemirljiva, ampak atraktivna je sprednja luč. Pa tudi generalno gledano, jaz nisem najdel enega človeka, ki bi pogledal ta avto in bi rekel, aha, kaj pa to, vsi so, čakaj malo, kaj pa je zdaj to za en avto? A vidiš, tudi boke ima lepo močne, počas se blago vzpenjajo, streha lepo pade, dizajnersko je avto res ta prav eye-catcher. In to ne glede na kot, s katerega prestopimo. Ja, izpuhi te so, bom pokazal, vidiš, fake, nič drugega ni noter, tukaj kot plastika, pa da boš približno vedel, kako se mersko primerja z navadnim Ceedom, švoh 10 cm je daljši, za približno toliko je širši, pa toliko je višji. To pomeni tudi to,
da ima malo več prostora v kufru, mislim, da je za ne 30 litrov več, 400, koliko jih je že? Sem pogledal na netu, luknja, ki jo ravno kar gledaš, je prostorna za 426 litrov. Tukaj pa ne smeš pozabiti, ne? Že za običajnega sida sem rekel, da je zelo pameten, da je nadoknadil ves zaostanek, ki ga je imel za tekmeci, predvsem pa običajen sid je, se meni zdi, med top 3 ali pa top 4 segmenta, ki pride do value for money, to se pravi vrednost avtomobila oziroma bogata opremljenost, glede na to, koliko ti plačaš za avto. Pa zakaj ne pa začel kar s ceno? Veš, Exceed v osnovi stane tam 25 jurjev, kar je bistveno več od navadnega sida. Pole pa treba par stvari upoštevati. Za začetek mislim, da ti da Kia 2 jurja popusta, pa pol še, če se prav spomnim, jurja 900, če se odločiš plačati s cashem, na to dodajo pa še ena stvar, če se odločiš za njihovo financiranje, dobiš še neki dol, kar pomeni, da na koncu prideš na ceno ali 18 ali pa 19 jurjev. Z osnovnega, ta tudi približeni osnov. Zdaj pa počasi že cajt, da gremo noter, kar pomeni, da moram jaz avto parkirati nekam, kjer je malo več svetlove. Le, ko pridemo do kabine, bom zelo kmalu pokazal. Jaz bistvenih pomanjkljivosti ne vidim. Je res, da se Exceed, tako kot recimo navaden sid, poslužuje klasičnega pristopa, to se pravi v primerjavi z nekaterimi sodobnimi tekmici še vedno razmeroma veliko gumbov, kar se pa meni sploh ne zdi slabo. Predvsem zato, ker je stopnja uporabnosti velika, ergonomija je super, stikala so velika, lahko dosegljiva. No, ampak daj, vse si lahko sam pogledaš. Vidiš, to se pravi, gre za en razmeroma velik prosto stoječ zaslon, pri katerem, ko pridemo do vmesnika, lahko menjaš, kako se ti menije prikazujemo, oziroma šaltaš njihovo postavitev, recimo zdaj navigacija na levi, pa imaš lahko na sredini ali pa na desni, pa tako naprej. Skratka, z vsem lahko upravljaš in si prilagajaš po svojih željah. Tukaj so klasična stikala klimatske naprave, pa spodaj še gretje sedežev, pa gretje volana, to je kul. Mimogrede, ti veš, da je bil Kia Picanto, in to že dolgo nazaj, po mojem tam 2010, mogoče 2011, bolj 2010, prvi malček z ogrevanim volanom. Ok, gremo naprej, drugače pa volan poznamo že iz sida, tudi merilniki so klasični, ne digitalni. Predvsem pa, in to se mi zdi zelo pomemben, občutek kakovosti, to se pravi, česar ko se tvoje prstne blazince dotaknejo, je zelo dober. Trde plastike, res trde je zelo manj, nad spodnjem delu vrat pa še ta ni katastrofalna, pa izdelava, zvočna zatesnitev, celoten feeling ambienta je, jaz lahko temu rečem, odličen. Segmentno nadpovprečen, o tem sploh ni dvoma. Pa poraba, da ne pozabimo, tale avto je opremljen z 1.4 mašino TGDI, je oznaka 103 kW, 140 konjev, večinoma smo bili na avtocesti, pravzaprav 95%, pa recimo 50 km po samem Dunaju, poprečna poraba 7,4 na 100 km. Verjamem, da če se držiš stran od avtocest, če imaš mehko nogo, se ta zadeva še spusti. Pa veš, o čem sploh še govoril nisem, o vozni dinamiki. Ne bom rekel, da je izrazito športen, ampak ful se lušten pele. Predvsem zna biti tudi zelo udoben. Moram reči, da me je tukaj mogoče še najbolj presenetil. In to, kot sem rekel, ko na koncu črto potegneš, pa vse skupaj na kup vržeš, vidiš, da je to samo še nadgradnja sida, valjda avto je še dražji, ampak nekaj več tudi ponuja. Mimogrede, drugače pa sej. SUV-ji ponovadi praviloma so dražji od klasičnih, dajmo temu reči, kombi limuzin. A ni tako? Tako da na koncu moraš pač sam zračunati, ne? Jaz pa tako pravim, če gledaš na športne terence ali pa na take bolj blage križance, kar Exceed nedvomno je, pa če nisi preveč obremenjen s tem, odkot znamka prihaja, pa da ne rab mus biti Nemc, ja, pol skoraj ne bi smel ignorirati tega avta ali pa ga vsaj vzeti v razmislek, magar pri širšem izboru. Moja izkušnja s njim je bila pa praktično izključno pozitivna. In to je to, kar imam jaz zapovedati o Exceedu. Kia lušten avto ste naredili. Tako, celostno gledano, bravo. In to je tudi to za... A ja, ne, ni še to. Ni še to. Tina reka, če si pa zdaj ne boš zrihtal prstana, zato ker mi je, a veš, da so se mi da poročila, ne, 6. julija, ampak mi je mal natesen, tako da avto vrnem, vzamem en drug avto, ki je tudi dost hud, pa grem tole povečati. Ko motor, kako si lahko premali prstan kup?